Slavko in Saša Štern, dobrodošla. Živa. Predno zares začnemo z našo temo nocojšnjega večera, bi v bistvu skupaj ta večer nekako začeli Bogu in dajmo skupaj zmoliti, zato da bomo mi govorili tiste prave stvari in da bodo ušesa in srca poslušalcev slišala to, kar morajo nocoj, pa v tem trenutku zase slišati. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Vsemogočni Bog, naš nebeški Oče, hvala ti za ta trenutek, v katerem se nahajamo. Vsak trenutek naših življenj je svet. Vsak trenutek življenja vsakogar od nas je svet, zato ker si ti svet in ti si nas postavil v ta čas, v ta kraj, v to bivanje. Zato se ti zahvaljujemo, te slavimo in ti priporočamo tole dobro urico časa, ki jo bomo nocoj preživeli skupaj. In te prosimo, da res Slavko in Saša spregovorita na srca vseh, ki to poslušajo, ali zdajle, ali pa kasneje na posnetku. Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu. Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Amen. Tako, draga gosta, daleč ste se pripeljala? Ja. Pa kljub temu, da je bencin toliko drag zdaj. Pa Gorenca. Ja. Pa Gorenca, glej. Očitno je diš pomemben. Očitno vam je diš pomemben. To sem hotel reči, pa hvala Saša, da si sama to povedala že vnaprej. Ja, poznamo se že kar nekaj časa, ampak jaz bi vaju prosil, da za vse, ki vaju pa še ne poznajo, večkrat nas spregovorite, kdo sta, najprej odkot prihajata, pa bomo potem v naslednji točki šli v to, kako sta vidva kot par prišla skupaj, kdo sta pa vidva zdaj, koliko časa sta kaj poročena, koliko ima kaj otrok, kakšnega vnuka, mislim, da so, ne? Tako da. Ja, prihajam iz Kokrice pri Kranju, to je kraj bolj poznan v neposredni bližini Brdo pri Kranju, iz osrčja Gorenjske, to se pravi. Midva sva poročena 30 let, oziroma drug mesec bo že 31, Čestitam. tako da se že leta kar nabirajo. Super. Mava 4 otroke, 3 odrasle hčerke, sin najci še doma. Punce so se že odselile, 2 sta poročeni, tako da sva pa tudi... Imaš ti z eno Sašo, a ne, pa 3 hčere pa sina, tako kot jaz, čisto isto. S tem, da sva pa tudi stara starša na kubik, ki imava daj 3 vnuke. Bravo. Zaenkrat. To je zelo fino imeti vnuke. Pestvaš jih, uživaš z njimi, ki pa ratajo sitni, jih daš pa staršem nazaj. To je čudovito. A ti viš, kaj je najhitrejša stvar na svetu? Ne. To je babica, ki potegne na dan slike svojih vnukov. Hitrejš kot gangster pištolo. To bo res, a si že videl? Točno, bravo. Ja. Lepo. Ampak ne, to, da spravita k kruhu ali pa bi rekel, da gredo od doma 3 hčere, to je velik uspeh, ne? Pa ne zaradi tega, ker bi rad, da gredo od doma, ampak ker vzgajamo otroke za to, da gredo samostojno v svet in so lahko samostojni, ne? Ko Aleš vedno citira tistega preroka Kalil Gibrana, ne? Ko pravi, da so otroci kot puščice, ki jih izstrelimo v prihodnost. Ne? Vidva sta dejansko svoje otroke delno že, bi rekel, izstrelila v prihodnost. Kakšna je pa vajna, se pravi, vidva pa tudi živite v svoji prihodnosti, prišla sta pa iz časa, se pravi, spoznala sta se pred malo več kot 30 leti, verjetno, če sta se, pač zdaj sta 31 let poročena, ne? Kakšni časi so bili tam, kako sta se spoznala, a si jo mogli daleč iskati, ali je bila čisto blizu, ali tako? Ker Saša pove. Aha, okej. Midva sva se spoznala v cerkvi. Slavko je bil najlepši ministrant. Tako da nisem rabila, sva oba z iste fare, tako da nisem rabila iti daleč. Jaz sem šla samo k Maš, pa sem ga videla. Ampak lepo, da si pa k Maš hodila. A seveda. Všeč mi je bilo to, fant, ki mu vera veliko pomeni. Jaz sem tam iskala. Če bi iskala takega, ki bi bil zelo za zabavo, bi šla najbrž v disko, ampak jaz sem si želela verenega, resnega fanta in točno v cerkvi bil pred mano, kaj še hočeš boljšega. Bila sem pa stara 14 let. A res? In potem sem ga nekaj časa tako skrivaj občudvala, ker nič ni vedel za to, ampak potem je pa iz krca preskočila tako. A si kaj dal pobudo, Slavko?
Ne, je kar Saša. A je kar Saša, da? Lej, mislim, jaz izpred oltarja sem imel res lep razgled. Ja. Ni bila Saša. Ti si imel izbiro, ne? Ja, Saša ni bila edina, ki je gor gledala. Ampak vse ni bilo pa nekaj takega na nej, da me je pritegnili, privlačili in Super. potem se je začela najna hoja. Koliko si bil pa ti star? 4 leta starejši. Se pravi, ste imela 14 pa 18 let, ali je to kar še let trajalo, da ste začela hoditi? Ja, je trajalo. To je caj trajalo, ne? Ja. Hoditi sem začela pa malo kasneje. In tudi dobivala sva se, veš, v okolici cerkve. Prvi rani sva imela na pokopališču. Ja, vseeno oba prihajava z istega kraja, vsak z druge konce vasi. Tako da te randi, So bili nekaj naravnega, so se dogajali tako v neki družbi. Ja, sicer je imeli to svoje pluse pa minuse, ker jaz sem bil takrat že študent, oziroma potem sem delal v podjetju, ki je imelo sedež na Kokarci. Okay. In jaz sem bil zvečer čas in sem visel pri Saši ure in ure. Aha. Ona se je pa mogla pa spočiti, pa zjutraj iti zgodaj na avtobus. Koliko časa sta hodila tako? 3 leta pa 3 mesece. Aha. Kar natančno veste. Ja, zato ker je bilo 13. sva začela in 13. sva se poročila. Super. Kak je bila poroka, kako je to izgledalo? Ja, za zdajšnje pojme je bila zelo skromna. Mi dva imava čudovite spomine na njo, ampak ko zdaj gledava kakšne mlade, ki se pripravljajo na poroko, to je tak projekt. Spomneva se enega para, ki sta pol leta govorila samo o pripravah na poroko. Toliko je bilo dela, toliko je bilo truda. Sred maja sta planirala, pa cel dan tako boš padal. Razumela ste mi. Najna poroka je bila precej skromna. Povabila sva v bližnje sorodnike, ampak če se zdaj spomnim, čudovito je bilo. Z veseljem se spomnim nazaj. Ampak v tistem času v resnici se niste niti sprašvala, ali se bi ali se ne bi poročala in tako naprej. Ne? Mislim, kot kristjana sploh, ne? Ampak tudi družbena klima je bila taka, da takrat to v resnici ni bilo nobeno vprašanje, ne? Se mi zdi. Jaz sem si tako želela biti Slavku tudi čim bližje in če bi mi nekdo rekel, da mu bom bližje, če bom skozi okno skočila, bi pa skozi okno skočila. In poroka je bila pot, da sva si še bližje. Čakala sva v zvezku, jaz sem bila takrat še študentka, sem imela na platnicah, tako zadnje 3 mesece pred poroko datume in sem vsak dan enega prečrtala. Tako sem se veselila. Wow. Brojiš sitno, ne? Tako po vojski prednji greš ven. No, mi dva sva res težko čakala. Mi dva sta tudi oba najstarejša otroka iz najnih družin in tudi sva to že hotela se čim prej osamosvojiti nad svoje in pa zastaviti skupaj življenja. Ne? Super, fino. Je pa res, zdaj sva se pa poročila, to se pravi še v rajnki Jugoslaviji, 2 meseca pred osamosvojitvijo, tako da je bilo to še tudi zanimiva izkušnja, ker pač to so bili malo drugačni časi takrat. Kakšen je bil pa civilni obred takrat? Ste še tako pred matičarjem ločeno čist in tako? Vse no, to je še običajno zdaj, ampak da ste še pod SFRJ-ovski zastavo prisegla in to je zanimivo. Točno to. Jaz se zdaj gledam tele družine, ki se ločujejo v Ukrajini, žene z otroki bežijo. Jaz se tako spomnim, da sva bila 2 meseca poročena, ko se je vojna začela. Sveže poročena pa me je skrbela, bo Slavko poklican. Saj ni bil, pri nas se je res srečno hitro končal, ampak nismo videli. Mene je zelo skrbelo takrat. Ja. Sta se pa potem v bistvu že kar od samega začetka nekako orang zavedala, da je odnos nekaj, kar je treba namenoma graditi, kot pravimo pri Dižu, ne? In seveda Diža takrat še ni bilo leta 1991, ampak vključila ste se pa v zakonsko skupino Najine poti, že takrat, takoj po poroki, verjetno. Prvo leto, ja. Tako malo mogoče, kakšna je bila ta pot k tej zakonski skupini, kaj sta tam noter, recimo, se naučila takrat, kakšni spomini so na tisto obdobje, glede prav tega momenta zakonske skupine? Mi, da so se takrat vključila, pač iskala sva takrat, vse še ni bilo toliko veliko ponudbe teh zakonskih poti, najbližje nam je bila tako Najina pot, ampak vse te skupine zakonske iz Najine poti so bile v osnovi osnovane na šoli za zakona. Tako da in potem, ko se je letnik šole za zakon končal, so se pari iz te šole združili v eno skupino. In ko smo mi stopili v stik z Vitalom Vidrom, nam je pač
dovolil, da sva se vklopila v eno skupino, ker so bili sami pari že poznani iz šole za zakon. Sva bila v bistvu edina. Bilo nas je pa takrat 12 parov v tej zakonski skupini, kar je bilo zelo veliko. To pa je veliko. Ja, tako da kasneje sta sicer potem 2 para nihala, ampak še zmeraj 10. Ja, super. Tako, ob tem, da se to dobivamo na domovih, a ne? In 12 parov krat 2 plus vital, to je že tudi tak prostorski zalogaj, ali pa projekt. Se pa da na domovih, ne? Ja. Če si gospe ne naložijo bremena, da je treba gostijo narediti. Točno tako. Midva sva zelo hvaležna, da so naj sprejeli v to skupino, ker je bila že tako velika skupina. Midva sva čist padla noter in res sva se zelo veliko naučila v tej skupini. Vital Vidar je moder gospod, še zdaj, ki je star preko 90 let. Vsak stavek, ko ga reče, bi bil vreden, da ga zapišeš. In velikrat ga nisva razumela še takrat. Sva bila premlada, prezelena, on se je še tako hecal, stranka zelenih. Jaz sem včasih mislila, Vital, malo pretiravaš. Pol sem pa v življenju videla, da je imel točen prav. Samo takrat je bilo zame še prezgodaj, pa ga nisem razumela. In recimo, mene se je zelo dotaknil, ki je on rekel, da Božja volja za nas zakonce je, da gradimo lep zakon, naš odnos. Ne gledati, kaj boš naredil za druge, ne vem, za brezdomce, za une v Afriki. Doma imaš svojega bližnjega. In Božja volja za nas je, da gradimo lep odnos. In to je to. To prvo, ne? To prvo. To je zdaj sicer tudi zelo aktualno ob tele ukrajinski krizi, ne? Danes smo predižu objavili poziv, ne, da če je kje kakšen prostor, a ne primeren, da se da povezati z Taminom, ki pač organizira prevoze, tako da ja, tudi pač en tak čist poziv, če kdo čuti, da bi lahko, ampak odličen poudarek, ne, Saša? Ob tem, da je še vedno najin odnos prvi in na tem pač gradiva, ne da bo eden od naju sforsiral neko odreševanje neke druge in potem ne bova midva prišla na vrsto zase. Pač se mi zdi, da je treba vse te vidike vedno znova presojati, razmišljati in tako naprej, ne? Okej, se pravi, potem, ko sta nekaj časa hodila najino pot oziroma hodila po poti najine poti, sta pa vendarle nekje nekako slišala, da obstaja še Diš in sta se katerega leta pridružila družini in življenju? 20. 12 let torej. Ja. Bila sva na temeljnem seminarju na Debelem Rtiču in takrat sva po domače rečeno padla not, mislim. To je bilo res en tisto doživetje in navdušenje na temu seminarju. Tako da sva že takoj, jaz se spomnim, takoj, ko sva prišla zvečer domov, sva se prijavila na nadaljevalnega, ki je bil v Crikvenici. Wow. Tako sva bila navdušena. In potem se je tudi začela vsa ta stvar okrog zakonskih skupin in naprej sodelovanja tako z Dižem. Koliko jih trenutno vodita? Zdaj imamo 2. Zdaj imate 2. Koliko imate preštet? Vidva imata preštet, ne? Vidva imata preštet, koliko ste jih doslej vodila Diževih zakonskih skupin? Pa da ste jih splavila, da so pač v tem smislu kot splav, ne kot božen, ampak kot splav, da sta pač jih poslala na pot. Ali pa da so... Zdaj težko rečeva, zato ker sva pri nekaterih skupinah samo predstavljala Dižov program, pa vodila recimo eno srečanje, če so bile že utečene skupine. Ampak mislim, da sva tako pri enih 10 sva sodelovala. Wow, v 12 letih pa 10 zakonskih skupinah takole, ne? Pa potem pomagata pri prenovi gradiv za 3. letnik, pa sta pač za več letnikov, ne, seveda, zdaj trenutno je 3. v igri, potem sta na temeljnem seminarju govornika, pa regijski voditeljski par sta, zdaj pričujeta. Ti, Saša, se pa hecaš kako? Da se boš verjetno zdaj bal že konzervo odpreti. Ko te ven pokukala. Ne, mi smo vam res neizmerno hvaležni, res za vso vajno, res za trud, za to. Vidi se, kako srčno si želita delati na odnosih z ljudmi, kako, mislim, na svojem odnosu in to želita res dajati naprej, no, in tudi imata kaj dajati naprej in z različnimi publikami ali pa, bi rekel, starostnimi skupinami tudi delata, ne, to je tudi svojevrsten izziv zdaj v zakonskih skupinah, ne.
Veš, to je bila taka zanimiva izkušnja, tisti božji navdih. Midva sva dobila revijo Najine poti v roke. En duhovnik nama jih potisnil v roke. In midva to listava, saj to se naju ne tiče, midva sva tako v Najini poti. Gledava zadaj so temeljni seminari, pač naju se ne tiče, sva v Najini poti. Veš, pa tisti preblisk, kaj pa če bi, veš, to je tako, ko Bog poseže v življenje, to se ti verjetno kdaj zgodi. Kaj pa če bi midva vseeno šla na ta seminar, saj nikjer ne piše, da ni za člane Najine poti. In sva šla na Debeli rtič in sva res padla noter, toliko sva bila navdušena. Jaz se spomnim, ko sva šla tamle proti Boru, na Debelem rtiču proti hotelu Bor, ko sem rekla, jaz Slavko, a veš, jaz si pa res želim biti del te zgodbe, to je pa res nekaj tako dobrega. Tako da sva potem se kar zagrizla v delo, kjer je bilo potrebno. In nama je še vedno zelo veselje. Ne bom pa rekla, da je vedno lahko. Ja, jaz se sigurno nisem videl pa na odru, ker to pa zame ni bilo. Ali pa takole za mikrofonom pa kamero. To še manj, tako ne. Ampak se tako dobro spomnim še tega nadaljevalnega seminarja v Crikvenici, mislim, da je bilo 2013, ko smo sedeli tako med pauzo, med temami, tam mi sta bila v prvih vrstah kuja, in sta bila Dani pa Vilma, pa je bila debata o temeljnem seminarju, pa se Dani pred tem obrne, pa prav. Kaj če ptele dva namočili? To je rekel, kaj? Ja, in da smo namočena že 12 let. In ne obžalujete v resnici? Ne. Hvala Bogu za vajo in za ta vajen klic. V resnici ta klic, k temu, da veste, kako neskončno pomembno je delati na odnosih, v resnici zelo izvira iz tudi ene zelo boleče izkušnje, Saša? Tako pač tvoja zgodba, ki jo sicer tudi na seminarju poveš, tako da kdor je bil tam, ampak mislim, da je prav, da jo slišimo znova, kaj je zelo globoko in tudi v vajnem odnosu, pač seveda pa posebej v tvojem srcu, nekako en tak motivator, ki pač ti pove, kako neskončno pomembno je delati na odnosih. Takole, ko smo že dalj časa poročeni, ko se zaljubljenost umiri, ko padeš v množico enih obveznosti, v rutino, misliš, da je tvoj sozakonc nekaj samo po sebi umevnega, da bo vedno ob tebi, da bo skrbel zate, da ti bo delal usluge, da bo samo po sebi umeven. Ampak to ni tako. Jaz izviram iz družine, kjer sta se moja starša zelo lepo razumela. Rada sta se imela, jaz sem jih kot otrok velikokrat videla, da sta se objela, pa skupaj šla na sprehod. Ampak nista se pa znala dobro pogovarjati, nista znala reševati sporov. Kadar sta se skregala, je bilo to tihi, ne samo tihi dnevi, tihi tedni. Celo kakšen tih mesec bi se najdel. In po enem takem prepiru je šel moj oče na podstrešje in se je obesil. In jaz se tako spomnim, dan prej, to je bilo po prepiru, je on prišel k meni, jaz sem bila v službi, in potem sva se skupaj peljala domov, on v avtu spredaj, jaz v avtu za njim, in potem je on s svojim avtom zapeljal k njim domov, jaz sem se pa peljala še naprej kilometer k nama domov, in sem tako pogledala nazaj in videla njegov avto, njegovo glavo, in me je preblisnalo, če se mu kaj zgodi, ga pa zdaj le zadnjič vidim. In dejansko tako je bilo. Naslednji dan sem ga videla mrtvega. In nikoli ne veš, kdaj je tvoj zadnji dan. Midva nikoli ne greva skregana narazen. Tudi če se skregava tako, da ne morava še takoj rešiti, vedno se saj mal roko stisneva ali objameva. Najin odnos je veliko bolj pomemben, kot pa to, kdo ima prav. Ker ne veva, kaj če se vidva zdaj le zadnjič. Nisva več mlada, na cesti sva, ali v avto, ali peš. Nikoli ne veš, kaj se ti zgodi. In to se naj je res tako zarezalo v naju. Zapeklo v naju, ja. Se zdaj je to že dolg mojega očeta, že več kot 20-letni, ampak šola je bila pa huda. To bi, mislim, vem, že poslušati mi grejo vse kocine po koncu, mislim. In to moja starša nista bila en par, ki bi imel zakonske težave. Ne, rada sta se imela.
Moj bog, okay. Ja, tako ena taka preizkušnja, glede na to, da sva bila takrat midva še mlada zakonca, ne? Ampak takrat sva že tudi videla, kaj to tudi pomeni, da imava drugega obseb, a ne, kako pa skupaj to bolečino preživeti ali pa... Se pravi, vidva sta bila poročena 10-12 let takrat. In nekako sva pa tudi videla, ne, da to, da sva lahko, da sva en drugmo opora, da se lahko en na drugega zaneseva, nam je to zelo pomagalo. Ob tem zavedanju, ne, da danes si jutri pa lahko tudi ne. Zato sta tako namenoma ves čas gradila ta odnos. Ja. In tudi, kar se tiče vzgoje, ne, zelo dober citat gospoda Vidra, Vitala Vidra, ki pravi, najboljša dota, ki jo lahko dasta otrokom, je dober odnos med vama. Zakon je sakrament, ne družina. Ne. In naslov nocojšnjega večera je Zakon je več kot družina. Ne. Se mi zdi, da midva najin zakon, vidva vajen zakon. To je osnova, ne? In iz tega seveda tudi dobro počutje otrok izvira. Iz tega izvira pač neka temeljna varnost, ki jo otroci črpajo. Ne? Pa zdaj morda v tem vajnem obdobju, ko sta vsa ta leta, teh 30 let gradila ta odnos in ko so večina otrok že odšla, ne? Pa verjetno kot v angleščini je tako zanimiv ta izraz empty nesters, ne? Se pravi kot izpraznjeno gnezdo, ne? Se pravi, kako doživljate ta čas? Mislim, gotovo žanjeta, kar sta sejala vsa ta leta. No? Jaz se tako spomnim te v oddaji Za življenje ob sobotah ob 12. Jaz sem vedno takrat kuhala kosilo in sem poslušala oddajo Za življenje in je bilo v napovedni špici, mislim, da ni več, včasih je pa bilo, ko so različni strokovnjaki govorili in Vital Vidar je rekel, ni družina sakrament, zakon je sakrament. Midva upava, da zakon traja dlje kot družina. Najprej traja, dokler otrok še ni, potem traja, ko otroci so in tudi potem, ko otroci grejo, zakon še vedno traja. Meni vedno tako hudo mi je, ko vidim, da gredo narazen zakonci najinih let ali pa še starejši, ko so vendar že večino ali pa neki dal skozi. Ja, rekla bi k pameti prišli. To se pravi, ni bilo vlaganja v ta odnos. Zakon, otroci pridejo in grejo in tako jih je treba sprejeti, ker če vedno so poudarjali, otroke ne imeti za svojo lastnino, ne se preveč navezati na njih. In včasih gledam mlajše zakonce, jaz sem po poklicu fizioterapevtka in se tudi veliko z ljudmi pogovarjam, pridejo gospe in nimajo nič časa za sebe, kaj šele za svojega sozakonca, cel popoldne so taksi služba. In si jaz včasih mislim, ali bi bilo verjetno tem otrokom boljš, če bi en krožek manj imel, pa bi njihova starša se več časa preživela skupaj. Zato, ker to da otrokom en temeljni vzorc. Jaz verjamem, da otroci, ki doma gledajo solidne odnose, ne bom rekla dobrih, sej idealen ni tak ni nihče, ampak ene spoštljive, ljubeče odnose, da bo to njihov vzorc, s katerim bojo šli v življenje. In da bodo tudi ene take odnose pričakovali in gradili, poskušali graditi v svojem življenju. Točno. Delaš pa napake vedno, na vsakem koraku. Greši ne samo tisti, ki nič ne dela. Točno tako. Meni je zmeraj na misel ob tem prihajati iz vica, ko se duhovnik pa zdravnik pogovarjata, kdaj se začne življenje. Ne? Pa duhovnik prav ob spočetju, zdravnik pa ob rojstvu. Pa se prepirata, pa pride mimo ena ženica pa prav, pojma nimata. Življenje se začne takrat, grejo otroci doma. Se sliši se sicer tako kruto ali pa provokativno, ampak v resnici se midva lahko vprašava, kakšen življenje se pa daj za neja začenja, ko bo od ta zadnji otrok prestopil prah. Koliko sem midva vlagala pa investirala? A bova zdaj se gledala, a bova obžalovala oziroma se sama sebi smila, a bova znala iz tega tudi kaj za neja potegniti. In zanimivo je ta recimo izkušnja, ne vem, cel let čakaš, ne vem, dopust, pa pa takrat teden, 14 dni skupaj. Pa se skregaš na mrtvo, zaradi tega, ker nisi navajen biti skupaj. Ker pomeni, da je to že taka vsezakonska naloga čez ves obdobje zakona. Da se tudi pripravljava oziroma da tudi delava na tem,
da imamo kakšne skupne stvari, da se znamo pogovarjati, da nam ni pojde kar nekako žal za to, da so otroci šli. Pač to je naraven pojav, mislim, otroci so nam dani samo v varstvo in potem. To se mi zdi tako pomembna tema za današnji čas. No? Ker res, tako si rekla, Saša, ne, danes dajemo v resnici preveliko breme na otroke s tem, ko z njimi gradimo nek primaren odnos, zanemarjamo pa so zakonca. Ne. To se masovno dogaja. Ne. In res, potem, ko pač pogrejo lahko ljudje samo narazen, ker niso nič gradili med seboj za res ves ta čas. Mal za hec, ali pa za res. Če zdaj le kdo gleda, tak par, približno vajnih let, ko so otroci že v odhajanju, pa še ni prdižu, kam bi, ali pa kjerkoli, pač kam bi vidva ju zdaj le, kaj bi ima dala za istočnico, za neko začetno točko, kako naj poživita to svojo mlakužo ali pa ta svoj odnos, ki ni bil dobro grajen, pa malo čutita, morda prav za na terapijo nista životarila do konca življenja v odnosu, pa tudi ne bi morda, no, tako da kaj bi vam zdaj, kaj bi ima svetovala? Da greste v zakonsko skupino, dižemo. Okay. Tam prakticiramo poleg tega, da se izobražujemo oziroma delamo na sebi, na odnosu, so tudi pomembni randi, pa take stvari. To so vse stvari, ki naj zakon poživljajo in bogatijo. Veš, kaj v tej generaciji še ful prisotno? To mi je zanj prijatelj povedal, me je kar malo šokirano. Je rekel, nama skozi pravijo tam gor po Štajerskem, ne, je rekel, pa vidva se ločujeta, ne. 10 let se že ločujeta, vsi tam okoli po vas govorijo, da se ločujeta. Ja, zakaj? Zato, ko v zakonsko skupino hodita, veš. Prav, če je to ločevanje, pol ne pa kar traja, je rekel. No, mi dva se že 30 let, pa ni nič hudega. Ne, ampak toliko enih predsodkov je še vedno, no, pred tem delom na odnosih, ne. Pač ljudje se res bojijo nek korak narediti, ker se zdi strašljivo, ker neka stigma okrog tega obstaja, ne. Obenem pa opažamo, da ta družba res drvi v neke čudne ideje, v smislu, kako bi nekje moralo biti idealno, ne. Ampak od prakse je pa to vedno bolj oddaljeno tega, kar ljudje doživljajo, in pa ta razkorak med resničnostjo, ki jo ljudje živijo, pa med nekimi kvazi ideali, te ne vem kakšne današnje. To so komunistične ideje v osnovi, ne? Se pravi, da pač bo enkrat idealka na tem svetu, pa je ni, ne? Tudi v odnosih je ni, ampak delamo pa, ne. A veš, se mi dva ne želiva reči, da se ne z otroki ukvarjati. Nikakor ne. Seveda. Otroci rabijo veliko našega časa, veliko naše ljubezni, sploh majhni otroci večino našega časa vzamejo in prav je tako. Ampak problem je, se ponavadi v srcu hitro začutimo razliko. Ko se jaz začnem za otroki skrivati pred svojim možem, takrat je pa stop. Moj mož je prva oseba. In jaz mislim, da je prav, da bi tudi otroci začutili, da je meni moj mož najpomembnejši. Potem so oni zelo pomembni, ampak za možem. Bravo. In tudi prav je, da se otroke vzgaja k enem spoštovanju so zakonca. Ali pa, ki ni poskrbeti za očja, pa za mamico. Ne vem, jaz sem recimo včeraj rekla sinu, daj skuhaj čaj očju. Slavko ima zelo rad čaj, kadar kaj dela. Ne bil v kleti, sem rekla, daj mu čaj skuhaj, pa mu nes dol. Mal me je pogledal in mu je nesel čaj. Naj se navadijo otroci. Ali pa mi dva sva imela prakso kavo po kosilu, takrat tisti čas je za naju svet čas. Pustiti naju primir, razen če bi se neka huda nuja dogajala, saj otroci hitro vejo, kdaj je nujno. Ampak drugače pa, dokler imava midva kavo, je treba pustiti primir. In sva se v mir lepo kaj pogovorila, se kaž v tistem kratkem času se neke velike stvari ne da rešiti, ampak toliko, da se malo dnevne zadeve, da se pa da se malo skladiš, pa da malo prideva na isto valovno dolžino. In jaz mislim, da je bilo to ne samo za naju dobro, da je bilo tudi za otroke. Super. Po drugi strani pa tudi ta nevarnost, da se takrat, ko se pač otroci odhajajo, midva zakopljava v druge stvari, ki ne jo pa spet lahko deljujejo. In recimo ali v delo, ali ne vem, kakšne take stvari, ki potem, tako kot srečujeva zakonce v žlahti, pa v soseski, pa to. Vsak svoj life, ne? Pač živita skupaj, ampak
vsak po svoje. Ne, in dejansko drugega ne poznata. Zdaj, ki je bila ta korona časa, ne, smo mi imeli, imamo naš ulic gostilno, veš, in je bil tist pano, ki je bil zmeraj jedilnik, ne. Ja. In zdaj, ki je bila pa korona, pa so bile gostilne zaprte, je pa en napisal, oziroma je bil napis gor, zdaj, ko so gostilne zaprte, sem malo več doma. In zdaj sem se začenjal pogovarjati z ženo. Vam povem, prav prijetna ženska. Ja. To se pravi, da včasih sploh ne poznamo svojega zakonca. Ja. Ker imamo tudi drugih dejavnosti, ali pa stvari, ki nas dejansko posrkajo in potem. Te stvari so take, da te posrkajo, če ne delaš namenoma na tem. In vidva v resnici sta tudi zelo namenoma, tudi zdaj, ko so otroci odhajali od doma, poiskala dejavnosti, ki so vama skupne. Kakor vem, Slavko, ti si pohodnik, navdušen že od nekdaj. In Saša je nekako pristopila k temu, ali je bilo obratno, kako je že to bilo? Zanimivo je bilo to. Mi smo zelo veliko hodili kot familija, kot družina okrog po Sloveniji na izlete pa to. In Saša je zmeraj, ko smo se vozili po avtocesti, ponovadi za kakšnimi ograjami, pa je zmeraj rekel, veš, ko bilo tukaj fino peš hoditi. Ampak jaz sem si pomislil, to se pravi 10-5 let nazaj, kaj zdaj bom jaz hodil peš. Tebi to ni bilo posebno narobe razumljeno? Tako ne, mislim, v hribe sva rada hodila, ampak tako, da bi kar hodil z enega konca na drug konc Slovenije peš, pa čez cel dan hodil, pač nismo več v tistih letih. Tako si mislil? Ja, pa zdaj, ko smo končno prišli do enega spodobnega avtomobila, pa peš hodil. To je bilo to. Potem sva pa imela 25. obletnico poroke. Sem pa rekel, kaj pa če bi jaz vsem organiziral en tak randi, v tem smislu par dnevam pohod. In takrat sva šla v aprilu, ki je vse cvetel, sva šla v Vipavsko dolino in na Kras, 5 dni. Wow. In ko sva to doživela, to v bistvu... Medene tedne nove. Nekaj taka, in sva rekla, to je pa res nekaj taka, kar naj lahko, rekel, ker naj zdaj res druži in nama je v velik veselje. In te sva rekla, to greva zdaj vsak let za obletnico poroka, pa še vmes med počitnicami ali pa po jesena. Tako da za letos, za naslednji mesec imamo že. Imata plan? Je že rezervirane prenočišča. Kam šibata? Enkrat sva šla od izvira Soče do Tolmina sva šla peš. Okay. Zdaj so pa rekli, bova šla pa od Tolmina naprej ob Soči, pa potem čez Vipavsko, čez Kras, pa do Divača oziroma nekaj tako. Wow. 150 km. In to hodita pač po teh označenih, pač po teh, ki so objavljene in tako? Pa tudi kakšna stvar posebej pa je lahko pogledava, pa ki je zanimiva. In dejansko človek veliko vidi? Ja. Pa tudi doživi, mislim. Pa tako. Pa ta dolgotrajna hoja je meni zelo zanimiva, ta definicija, ki jo je enkrat objavil Jakob Kinda, ki je Apalaško pot napisal in napisal, da je, oziroma zapisal, da je dolgotrajna hoja podobna zaljubljenosti. Da so znanstveniki dokazali, da se sproščajo substance, snovi, ki so podobne tistim, ki nas preplavljajo takrat, ko smo zaljubljeni. A res? Ja. In da smo takrat od te dolgotrajne hoje kar zadeti. No, in mi dva so zmeraj zadeti takrat in oba. In nama je to tak veselje in radost in res tist uživancija, tako, vsestranska. Čeprav ni pa vse tako, kot se zmeraj zamisliš. Hotel vprašati, Saša, če je bilo zmeraj vse samo uživancija na teh poteh, ali je bilo tudi kakšna težava? Se pravzaprav je stvar precej naporna. Uživancija je, ko gledaš kot celoto. Ko pa gledaš vsak posamezen dan, je pa napor. Veš, to je ena taka kombinacija randija, fizičnega napora, pa duhovnih vaj. Ker to si skupaj, si v naravi, si vidiš čisto lepoto stvarstva, to srce kar poje v hvaležnosti Bogu.
midva gradiva zelo najin odnos, a veš, kako je, ko si utrujen, ko si lačen, ko ni prenočišča tam, ko bi mogel biti, ampak je 5 kilometrov naprej. A veš, takrat je krasno za skregati se, krasna priložnost. Ampak veva, da če se skregava, nimava kaj drugega, da greva samo domov in je konc uživancije. Tako da sva zelo, zelo obzirna. Na pohodih sva si tako edina, kot si doma nikoli nisva. To je res vaja v potrpežljivosti, v eni tisti odzivnosti, čoječnosti. Dejansko res 5 dni in taka intenzivnega odnosa na vseh področjih, kjer pač stvari pridejo nenapovedane, nenadejane. Tudi sva že prišla pred zaklenjena vrata koče, ki je bilo predtem vse zmenjeno. In kaj sta pa? Ja, čakala sva pa upala, da bo prišel lastnik, ki se ni oglasil, ki je bila neodzivna številka. In pa sva rekla, če ga do 7 zvečer ne bo, ker sva šla po Zasavju, sva rekla, šibava v dolino, pa na ta prvi vlak, ta zadnji vlak, pa domov. No, ampak se pa tik prije sva šla pojavil. Okay. Tu sva bila že pripravljena, da greva res v dolino. Nimaš kaj na hribu početi, če je koča zaklenjena, pa noč se dela. Jaz sem že imela ruzak gor, da greva dol v dolino, ker sva imela pa kar, mislim, 2 ure dol do doline zastopati. In pol je prišel. Zasavska. Zasavska se tako reje. In pol je prišel lastnik, ki je rekel, se res telefon mi nagaja. Zanimive stvari. Presenečenje. Recimo je najbolj taka ta na Kumu, ki sva prišla gor, pa tudi zmatrana, ker vroče je bilo res, so šla avgusta. Za velik šmaran in gor, polno ljudi, ampak zvečer je bilo konca. Pa je rekel ta lastnik, prav no, vam jaz dam večerjo, pa še sobo, pa pride pa se nazaj, a sta bila poročena? No, sva se spogledala, sva rekla, sva, v redu prav, pa nama prinese ključa, pa veš, kakšne so sobe v domovih. Skupinsko prenočišče. Prideva, ki odpriva vrata, zakonska posla, pa brezjanska Marija na sten. No, zato naj je vprašal. Taka zanimiva. Lepo, da kje še to obstaja in celo v zasavskih revirjih. Bravo, mojster. Super, Še kak tak utrinek iz pohodov ali pa kakšna lekcija, ki ste se naučila za odnos ali pa kaj takega, kar vaju v zadnjem času v tem smislu nagovarja? To, kar smo se prej pogovarjali, namenoma iskati priložnosti za biti skupaj, za kaj skupaj početi. Imate še kako tako dejavnost, ki vaju kdaj zbliža? Malo. V pohodih bi še to rekla. Jaz sem se naučila, da Slavko, midva sva oba zelo ziheraša. Vse mora biti zasiguren, zmenjen, vse zagotovljen, potem sva pomirjena, do takrat pa nisva. Zato sva tudi zanesljiva, ampak s tem je včasih težko živeti. In ko greva... imamo radi tako. In potem, ko greva na kakšen pohod, ima Slavko natančen načrt, kje bova hodila, kako bova hodila, ponavadi kakšen zemljevid v žepu. Ampak včasih se zgodi, da pot ni taka, kot bi bilo sklepati iz zemljevida. In se tako spomnim, da sva enkrat hodila po enih hribih spomlad, ko še nimaš to kondicije, ki je še malo bolj težko, in je bilo skozi gor, dol, pa prav Slavko, veš kaj, zdaj imava pa še približno 2 ure, ampak ne bo nič od strmine, ker je pot po grebenu. In jaz se seveda že psihološko oddahnem, nič več ne bo nobene strmine, greva po grebenu. Ja, ta greben je bil gor, dol. In, a veš, kad ti ne gre po načrtih, ko je drugač, ti si pa malo ziheraš, A veš, in takrat, in pol sem jaz mislila, a veš, če bi takrat samo poslušala sebe, pa svoj samogovor, koliko je bil površen, da se ni pozanimal, da je taka pot, zakaj mi je pa rekel, da je po ravnem, če ni, glej, po kakšni divjini me vozi, če bi zdaj to gojila, ta samogovor vse, to bi lahko eksplodirali fest. To se da kar fino nakuhati. Ampak, veš, ko sva midva že toliko časa v zakonski skupini, pa v Dižu, pa sva se kaj že tudi naučila. In sem si rekla, čakaj, sej sem šla sama na pohod, ne more vedeti zdaj, če še nikoli tukaj ni hodil. Sej ni kriv, da je zdaj tukaj le pač strmina, kjer sva mislila, da jo ne bo. In pol, ko pogledaš malo skozi te razumske oči, vidiš, da so zakonci. Ni tvoj sovražnik, je zaveznik, samo pač ni imel vseh informacij.
A veš, taka zanimiva preizkušnja je, jaz rad fotografiram, a ne? Hvala za vse fotografije, verjemi, ne? Še eno področje ampak, udejstvovanja, ja. Saša, pa, dajmo. A ja, ki si vzameš cajt za ampak fotkat, ja. povej, kva je bil tvoj najboljši daril, kar si ga dobila za rojsten dan? Ja, Slavko mi je kupil elektronski bralnik. Na njega si lahko naložim knjige, je lahek, majhen, gre v nahrbtnik. In če si Slavko kdaj vzame predolg odmor za Jaz rečem, da je na prvo stran preberi, da mesto vsaj Jaz pa rada berem. Bravo. Kako si se fajn znajde. Ja, in tudi da najlažje pa Ampak- potrpeti, a ne, oziroma... Ampak glej, če analiziramo, kaj se je zgodilo. Prvič, ti veš, da imaš pač željo in potrebo in talent, da za dobro fotkat. Hodta. Ti veš, da tvoja žena zna ratati sitna, ne? Ena najbolj enostavna izhod bi bil, da bi rekel, jaz zdaj pa ne bom več fotkal, ne? Pa bi v resnici ženi globoko v sebi zameril. A je tako? Ja. Ne? Ti si po drugi strani pa veš, da tvoja žena rada bere. In si malo razmislil, in ker si pomislil na ženo, hkrati si znal pa nek lasten, a veš, to je zelo veliko to vprašanje, ne? Ja, pa kako naj jaz neke svoje hobije, interese ob tem vseeno zadržim, ko se trudiva prihajati skupaj, a veš? Odlična učna lekcija zdajle, a ne? Se pravi, si pomislil nase v neki zdravi meri, obenem pa ne samo nase, ampak na njo in si omogočil nekaj, kar ona rada počne, da imaš tiste par minut miru, pa da ona ne zameri in njej ni slabo. Ne? Tako, ful dobra lekcija, bravo. Ne? Mislim, tako taki biserčki se skrivajo v enem takem odnosu in v praksi. Ne? Tule vidim, ena gospa zelo lepo napisala, Tatjana Rutar, brez zakonske skupine zakon težko preživi oziroma raste in hodi po božjih poteh, Bogu hvala za vaše delo. Ne? In naše, ne? Za vse to delo. Ne? Tako se mi zdi, stvari, na začetku si zelo dobro rekla, ne, se zdijo tako hitro samoumevne. Ali pa tako nemogoče težke in nedosegljive. Ampak na dolgi rok, ko hodiš po tej poti, ratajo lažje. Ne, v tem smislu za izvedbo. Ne. Veš, ko sodelujeva na teh temeljnih seminarjih, a ne, recimo, kolikrat Dani pa Vilma potem rečeta, a ne, da se ljudje rečejo, če bi jaz to prej vedel, a ne, oziroma, če bi prej vedel, kaj ali pa kako se lotati dobesedno zakona, a ne, kako delati na sebi, na odnosu, a ne, in te stvari, zato so tudi zakonske skupine, ne da bi samo reševali težave, ampak kaj jaz lahko naredim, da nam pa naredil iste napake, ki jo je pa že 100 ljudi pred mano naredila, ne. Ja. Življenje je prekratko, da bi vse napake naredil sam. Ja, tako, tako, ne, in če lahko kaj prešparaš, a ne, saj res, da se na svojih ne več naučiš, ampak je počasih tudi, da fino vidiš, kam kakšna stvar pele, pa me malo pomne, ne. A veš, tudi zakonska skupina sama po sebi ni nujno, da je neko hudo vzgojno sredstvo. Včasih je zakonska skupina debatni krožek postane. Ja. Zakonska skupina je res močno orodje, ampak orodje moramo uporabljati. Lopata ti čist nič ne pomaga, če ti v orodjarni stoji. Isto je zakonska skupina. A se jaz na njo pripravim? A resno vzamem tisto, kar smo se tam pogovarjali? A si želim to v svojem življenju, svojem odnosu uporabljati? Potem je zakonska skupina super, ker je tako varno okolje za rast. Naučim se kaj, v odnosu z drugimi tudi zorim, ampak lahko pa ne. Lahko pa grem samo malo posedeti enkrat na mesec. Kot potrošnika, ne? Tako. In pričakuješ, če bo slučajno kaj padlo, ne? In pol ne pade in pol je razočaranje, ne? Ja, pozamem sam tisto, kar mi paše, a ne, kot trgovina, ne, mislim. Ampak dejansko je res tudi to, kar pravijo, ne? Da šele ko učiš, se največ sam naučiš, ne? Tako da tudi, recimo, ali pa pač se kot voditeljski par nisi to, da bi ti učil, ne, pač moderiraš pogovore in vodiš zakonsko skupino, ampak tako, kaj sta mogoče prav specifično kot voditeljski par dobila, ker vem, da tlele nocoj z nami je marsikakšen par, ki hodi v zakonsko skupino, pa že dalj časa, bi rekel, prejema, pa morda bi bilo
dobro zanj, da bi tudi v tem smislu se odločil, kaj da je naprej. A imate kako priporočilo? Veš kaj, mislim, da je nocoj z nami tudi kakšen par, ki sva ga midva že nagovarjala, če bi postal voditeljski par, tako da če se kakšen tak najde, nekaj še mogoče še enkrat premislimo. Potrebe so. Ja, dobro. A veš, se mi zdi, da kot voditeljski par določene stvari malo bolj natančno prebereš. Prebereš še opombe, ki se pripravljaš na skupino, bolj globoko greš v temo. Se ne, da bi koga učil, zase si zapomniš. In ko prideš v situacijo, a veš, se spomniš, to je pa, smo pa takrat govorili na zakonski skupini, to sem pa tam prebral. Takrat lahko uporabiš. Super. Ker dokler nisi v situaciji, v kateri recimo govori tema, midva sva si včasih mislila, no sej to pa ni čistko, sej pri nama je pa drugače. Ne, ko sva do tam prišla, sva videla, da je pri nama padeš čisto v isto foro, ne? Tako, tako. Veš, kaj se mi zdi recimo zelo pomembno? V zakonskih skupinah poudarjamo randije. Randi ni nekaj, kar ni to še ena dodatna naloga, ki jo moram narediti. To je nekaj, kar lahko naredim, spodbuda. Randi naj bi bila ena dejavnost, s katero midva praznujeva zakon, v katero vloživa čim več, ker bova potem tudi čim več od tega imela. In to vsak mesec? Vsak mesec. To je nekaj, kar bo razveselil mojega sozakonca, kar bo gradil najin odnos. To ni en sprehod z otroki. Takrat morava biti brez otrok. Pa ni nujno, da je zdaj to ne vem kakšna velika stvar. Mislim, da je bil med korona en članek objavljen na Diževi spletni strani ideje za randije v času korone. Doma si lahko daš otroke spat, pa si doma prvoščaš randije. Ampak pomembno je, da sva midva in da res takrat gradiva najin odnos. V tisto, kar vlagaš, od tistega tudi veliko imaš. Pri tem randiju je tudi to zelo recimo, pomemben lahko, da midva kot različna ima vsak svoj jezik ljubezni. In takrat, ko je nekdo na vrst za randi, ve, kaj lahko naredi, pa s čim bo razveselil svojega sozakonca. Kar pomeni, da se lahko veliko bolj potrudiš, če veš, kaj si zakonc želi, kot pa obratno. In je priložnost za to, da to spravaš v življenje oziroma da lahko razveseljuješ zakonca. Saša, s čim ti, Slavko, te lahko najbolj razveseliš? Ker si glih začel. Pa mogoče to ni glih za pred kamero, ali prav? Okay. Kdaj drugi? Je moj jezik ljubezni dotik. No. Pa si pa že lahko predstavljam. Kaj pa je obratno? Kaj pa ti, Saša? V tem smislu je kakšna... Mislim, imate kako tako še drugo dejavnost? Vem, da ste nekaj rekla, tudi da plišete skupaj, ali kako, da greste kdaj nekako? Ja, to je. No, mislim, jaz Sašo zmeraj razveselim, sam da jo v knjižnico pelem. Tako lahko vsak teden znova. Pa še poceni, ne? Ja. Plačaš enkrat na let še narino primer. Da je tako gorensko dobro, ja. Tako da... Super. Ja, plesne vaje sva se lotila, in to je tako, kot sta že zadnjo Primož pa Meta govorila, to je sicer, da je hodila 3 leta, ampak da imamo malo smola. To zdaj hodita? Ja, zdaj. Imamo malo smola v tem smislu, da sva se pa lih nekaj naučila, je bila pa korona, so bile pa vse te plesiša, pa gostilne pa zaprta, tako da čakamo na ta trenutek. Ampak je zanimiva ta izkušnja v tem smislu za mene, ker sem mogoče včasih malo tak neodločen in nevodstven, se Saša ostal, pa reče, daj nared nekaj, Nas je to tudi učitelj, pač moški smo tisti, ki smo vodje in vodimo in poskrbimo, Sam to pa tudi pomeni, da se moš vse figure zapomniti, da moš vedeti, kdaj kam roko vtakneš, dvigneš gor dol, Je več, pač treba se angažirati, ampak je pa ta šola, Ob tem, da je to pač dogodek, ki se od doma spravlja, pa včasih greva še na kakšno pijačo, pa mislim, več stvari pokriva tih področij njenega odnosa. Tako da, super. Fajn. Zelo inspirativno, moram reči.
Zakaj ne vprašaš, kaj bo najcenejši randi? A ja, Veš, mi ne dva vem. sva Gorenjca. No, To je pomembno. povej, super. Enkrat polet, avgusta, veš, takrat, ko so zvezdni utrinki, so za svetega Laurenca. Okay. Je Slavko organiziral randi na najni terasi doma. Pripravil je ležalne stole in še eno buteljko odprl in so ležali. To je riskiral. Ja, to je, no, dobro. Veš, niso vse buteljke tako drage. Okay. In potem sva midva ležala in gledala in štela utrinke, veš, to je bilo čist poceni. Ampak potem sva ugotovila, da naj moti luč, ki gori pri sosed pred vhodom. Veš, ne moš ti šteti utrinke, če je močna luč pri sosed prižgana. In jaz grem noter, telefon, pokličem sosedo, da ne luč ugasne. V polnoči. Ja. Še preden sem jaz hotel Sašo vstal, ta ne ona že sosedo zbudila, ali ne vem. To se morate imeti zelo radi sosede ali pa... Ja, sosedo je skoraj kap zadela. Veš, a si predstavljaš, da te v polnoči nekdo pokliče, da je ugasen, prosim ugasnite luč, ki zvezde gleda. Se pa je nekaj časa malo čuden gledala, sva hodila po ulici, po mojem, in mislila, sva čisto prav. Te dve se pa malo odpeljali. Ja, dobro, ne pogumno, kaj ne rečem. Veš, hotela sva povedati, ne, da ni nujno, da so vsi randi dragi, lahko so čist poceni. Malo iznajdljivosti, ne? Tako, ker nama se zdi pomemben, da pač v tisto, kar imaš rad, vlagaš. Čas, denar pa trud je enkrat dani razlago, mene se je to zelo dotaknil. To, da vlagamo čas v odnos, to nam je vsem jasno. Pa da vlagamo trud, nam je tudi kar dosti jasno. Včasih se je težko pogovarjati. Ampak da pa vlagamo denar, to pa nam Gorencem ni tako zelo čist jasno, a ne? A veš, sej more biti po pameti. Ko sva midva zidala, pa sva bila zelo brez denarja. Meni takrat ne bi bilo všeč, če bi mi Slavko prinesel ene drage rože. A veš, kaj bi si mislila? Mislila bi si, da ne cen mojega truda prideti čim cenejš skozi mesec, ko sva bila pač brez denarja pa v dolgovih, a ne? Če bi on zapravljal denar za rože. Ampak zdaj, ko nimava dolgov, sem pa čist vesela rožic. In zadnjič, prejšnji mesec sem imela god in mi je prinesel na predvečer. 26. februarja. In mi je prinesel šopek rdečih vrtanc, že prej na predvečer, petek zvečer. In pa greva spat in zjutraj vstanem, so bile vse tiste vrtance obešene, ovenele. Pa dala sem jih v vodo, pa tisto prašek sem dala, vse tako, kot more biti. Verjetno so moje stare potaknili. In Slavko pogleda, pa prav, to pa ne more tako biti. In se usede v avto, gre v trgovino in mi prinese orhidejo. Prav ta pa ne bo venela. Bravo. Ja, no. Dobro si naredil. A veš, super je. Ene teme se še nismo nocoj nič dotaknili. Kako je kaj z vajnim odnosom z Bogom, z duhovnostjo? Se pravi, svetopismo je na dnevnem redu. Kaj se pravi, pa mislim, da sta tudi že mimo tega, da bi bilo to breme, pa dolžnost, pa moraš, pa kljukca. Jaz se spomnim enega tvojega prvega pričevanja v Stični, ki si govorila o tistih kljukcah, se me zelo močno dotaknilo. Kako doživljate to hojo z Bogom? Veliko smo nocoj o hoji govorili. Kakšna se vam je zdela, kaj vam prinaša, kako izgleda konkretno tako? Kar daj. Meni se zdi zelo pomembno, da je molitveno življenje ali pa odnos z Bogom vpeto v moje življenje, vsakodnevno življenje. Mene je že kot otroka motil, da je bila molitev eno drdranje, ali pa tudi, če je bilo to počasno, poudarjeno, ampak potem, ko je bilo molitve konc ali pa maše konc, potem je bilo pa do naslednjič normalno življenje, ki ni imelo nobene zveze z Bogom, nobene zveze z mojo vero. Jaz sem si mislila, tega se jaz ne grem. Ker če tako gledaš na vero, potem je še tiste ure v nedeljo škoda, da jo porabiš v cerkvi. In to glih takrat, ko je bil živ žal na televiziji. Ampak če grem, se grem orang. In, jaz nekako na nek način primerjam odnos z Bogom tako kot odnos s Slavkotom. Pomembno je, da sva vsak dan povezana, da si velikrat se pogovarjava, kakšen message si napiševa tudi dopoldne med delom. Popoldne tudi, če vsak nekaj svojega dela, pa en reče en stavek, drug reče drug stavek, tako deliva si življenje. Tudi, če nimava ne vem kakšnih dolgih pogovorov. Včasih seveda tudi se usedeva, pa se pogovarjava na dolgo. Ampak to je tako nekako spontano.
In tako nekako ne bi bilo tudi z Bogom. Vsak svoj dan si želim, da ima Bog pomembno vlogo. Zjutraj tako začnem vsako jutro s svetim pismom, izročim mu dan, izročim mu tudi svoje paciente, s katerimi bom tisti dan delala. Lepo. In potem še čez dan, kadar se le da, pomislim na njega, kakšen kratko misel. Tudi zdaj le med telim pogovorom sem ga že nekajkrat prosila, da mi vendar kaj pametnega pošepne, ker imam čist prazno glavo. Bravo. In potem je molitev tako nekako celo življenje. Ena gospa je rekla, nedolgo nazaj na eni zakonski skupini, če delam dobro in svoje poklicno delo ali pa karkoli že pač delam, in če v to vložim veliko ljubezni in veliko truda, ne znam čisto besedno ponoviti, ja, potem je vendar to molitev. In to si jaz želim, da bi bil Bog v vsakem mojem dejanju, vsakič, ne vem, ko dvignem telefon, ko prestavim lonec na štedilnik, ko zlagam cunje v pralni stroj, ko razgibavam pacienta. Želim si, da je tam Bog zraven prisoten. Zelo, zelo pomembno. Hvala. Ja, jaz bi pa takole rekel. Spomnim se tega seminarja, enega prvega. In za takrat bi jaz lahko rekel, da sva delala kljukce. In na tem seminarju, takrat 12 let nazaj, sem jaz nekako prvič videl, da je pa tudi rekel, normalno življenje in krščanstvo združljivo. Wow. Da ni to samo tista ura v nedeljo, pa tista molitev, pa zvečer, pa pred kosilom, pa to, ampak da je to krščanstvo prepleteno s tvojim življenjem od jutra do večera. In da nekako probaš to ozavestiti v tem smislu, da se zavedaš, da v bistvu katere stvari so v življenju pomembne. Ker sebičnost pa te stvari na zmeraj vlečejo polo svoje, oziroma vlečejo, da smo mi nad Bogom, oziroma nekaj več in najbolj pametni in vsemogočni, potem pa vidiš, da to ni to. In ta Božja beseda, oziroma te stavki, razne misli, mene nekako prvi vrsti navdajajo z eno hvaležnostjo, ker potem za življenje, ki sem ga prejel, za življenje, za zakon, ker pač veva, da je to najno zvezo tudi Bog blagoslavlja in da se imamo tudi njemu za zahvaliti za to, da nama je lepo v odnosu. In nekako se mi zdi, da velikokrat to pozabljamo in se potem nekako probam tudi kakšne te misli zapomniti in jih nekako me tudi čez dan nagovarjajo. Recimo v odnosu do Saša, recimo tisti pregovori 31:10, vrloženo, kdo jo najde in na vrednosti nadpisari. In če to zavestaš, potem se jaz, sigurno moje žene, zmeraj veselim in jih probam nekako prihajati naproti, ne pa da se oddaljujem od nje. In da nekako res to najno edinost probava graditi od jutra do večera. In tudi so pa to te stvari, ki naj tudi povezujejo. Tako da nekako mi tudi blizu ta misel od Janeza. Jaz sem prišel, da bi imeli življenje in ga imeli v izobilju. V tem smislu, da je življenje kot dar, ki sem ga prijel, ena vrednota, je treba pač paziti, kaj z njim delam. Prvi vrsti, da sem hvaležen, po drugi strani pa, da sva midva kot zakonca poklicana, da skupaj hodva proti cilju. Zdaj smo bili na tem seminarju v Belvederu, to se pravi, v stvari ni za nekaj več, da tudi midva drugemu pomagava na tej poti svetosti in nekako nastavljava drugemu gledal, kako bi lahko bil drug boljši ali pa kako bolj bliže Bogu in v tem svojemu cilju v resnici. Ja, tako. In da tudi seveda pa ne na skupna molitev ali pa tisto, kar počneva skupaj, je to
pač ta najn odnos, a ne, se tudi na ta način Boga odsevava, oziroma to božjo ljubezen in dobroto in vse, kar rada počneva in kar je prav, da počneva. Ne, tako da. Zelo močno, moram reči. In se res vesel, da tako močno odsevata to. No? Res se vidno. Ja, ne se trudiva, ne se tudi potem vidva. Ne, tudi, recimo, prej smo govorili o skupinah, a ne, sej, včasih rečeš, pa sej ni nobenega haska, ne, ampak kako so včasih ti blagoslovljeni večeri, ko se kakšen par res z veseljem pohval, kaj imajo uspel, kako je kakšna stvar nagovoril, nekako začuta, da je pa zakon ali pa ta odnos tudi lahko nekaj več. A ne? In pač to veš, da je potem, ne vem, tudi so to božji sadovi. Ali, ne vem. A ne? Dobesedno. Ja. Super. Tako, tako se mi zdi, da ta skupna hoja, rad bi pripeljal še na eno vrsto hoje, ki jo pa mi možakarji izvajamo, zato da bi lahko bolje hodili skupaj. Ne. Včasih zahteva pač res tudi umik, odmik. Ne. In mi dva s Slavkom sva bila skupaj na enem odmiku za moške pred 2 letoma. Ne. 3. Zdaj so že 3 leta. Ja. Skratka, pred 3 leti, zdaj pa Slavko tudi že vodi sam odmike za moške. Letos greste kakšno pot, Slavko? Ja, nimam še čisto točen, ampak nekako sem se omejil na Gorenjsko za ogrevanje malo čez Škofjeloško hribovje, potem pa do južnih Julicev, ja, pač Boh in Bled tam okrog, no, tako da bomo. Ta bo lepa. Lepa, naporna, ampak lansko leto sem videl, da smo imeli še kapacitete, tako da lahko tudi moški malo več še damo od sebe. Sam res, da lansko leto, ko sem vodil, smo bili v tistem vročinskem valu in je bilo naporno. Fotke so bile pa neverjetno lepe. Ja. No, to je tudi ena stvar, ki sem jaz siguren imel na začetku odklonilen stališče. Do moških pohodov. To, ki mi Saša, en možakar je prav navdušen pravo še v zakonski skupini o tem. Tako da mi Saša pa rekla, ne prav, a te kemika sem, ni šans. A res tako? Yes, meni je bilo od začetka top, nisem pa šel toliko kot ti. Ja, tako da v bistvu potem vidiš, a ne prebereš kakšno knjigo. Jaz sem se takrat, mislim, da bil na 2 pričevanjih od Aleša Čerina, na enem zajtrku in ki on s tisto svojo gorečnostjo govoril, ne, kaj more moški dati od sebe oziroma zakaj smo poklicani pa to. Potem kakšno knjigo prebereš, mene je tako prebudila ta knjiga Prebojeni moški, ki mi je bila tako zelo navdihujoča, recimo Padjuju v srcu, pa kakšne take stvari, ker res vidiš, kaj lahko, ki so še moške stvari, ki jih lahko počnemo, oziroma ki imamo mi svoje kapacitete, ne, na tem področju. Tako da potem je bila stvar, prevagali pa veš kaj, to, da mi dva sva rekla, bova celo Slovenijo prehodila. Saša je pa rekla, samo Kočevski Vrh pa nama šla nikoli. A res? No, in ravno takrat je bil tisti pohod je bil pa v Kočevski Vrh, sem rekel. Ja. To je pa edina šansa, da grem pa jaz zdaj medvede. Ampak jaz se spomnim enega momenta, ko si imel tam zemljevide, pa si imel, ali je še kao neki vedel, ti si boljš vedel in pa je bilo kar gusto. Ja, tako da je bilo fajn. Ja, tako da pa je bilo, nisem takrat videl, da je bilo to namerno, da je malo nas spelo drgam. Še zdaj ne veš. Ne vem, ne. Veš pa, da se je namerno že vnaprej zmenil z Lukatom, pa zmenil, da sta tiste pire slavne pripeljala. Tisti so bili pa najbolj zlata vredni, kadarkoli. Tako da, ampak, ko je bilo tega pohoda konc, sem jaz rekel, v redu. To je v redu, to je to, ne? Ampak ne bi šel jaz več, to je bilo zame tako, ne. Tako da naslednji let je bila pa korona, ampak mi so pa takrat že trenirali, ko sva hotela iti na Camino. Camino, vse sva imela že zorganiziran, plačane karte, vse. Se res to je čisto vodo padalo? Čisto vodo padalo, ja. Zaenkrat? Ja, zaenkrat, a ne. Okay. Tako da potem mi pa Marjan poklical, prav, le jaz imam še kakšen plac, prav, a za kakšen ga veš? Sem jaz rekel, veš kva, kar jaz grem. To bo en obliž na tole rano, kar nisva mogla iti
Kamino, Kamino, ne, ja. in poje. A ne, in potem je pa Marjan. Ne, deci, res je tole top, ful se splača, no, ful je dobro, res. Tako, pač, a si ti kaj opazila, kako spremembo pri njem pol? Seveda. A res? Jaz opažam to že na Slavkotu skozi veliko let, Aha. da postaja tak voditeljski. To je veliko po zaslugi Diža. Okay. Ko sem se zaljubila v njega, sem mislila, da je princ na belem konju. Ko sem se poročila z njim, sem videla, da ni. Aha. Ampak veš, da je z leti, pa preko Diža, pa preko vsega, kar počne, se pa vedno bolj spreminja v princa na belem konju. Tako da čakam, kdaj bo začel hlev zidati. Za konja. Aha, bravo. Super. Ja, nič, povaba, ne, Slavko? Možakarje, ne? seveda, vsekakor. Prijavite se evo v Slavkotovo skupino. Ja, ali pa kakšno drugo, Ali saj- pa kakšno drugo, ja, Ja, tako. Pač na spletu je prijavnica, ne? So različni termini, tako da Evo, Tadej vam bo dal v chat prijavnico, možakarji kar zdajle. Ali pa ne, da ga gospe sami prijavite, to ne priporočam. To ne bi bilo lepo. Kar naj se sam odloči, če se bo. žene ne pa podprejo. Žene ne pa podpro, a ne? Ker Ja. se moški vrnejo v glavnem boljši. Tako. Glej, jaz v resnici si zelo močno želim, imam pa kar malo težav s križem letos in upam, da morda pa vseeno uspe. No.